Evo, končno mi je uspel iti v Eurošpina, oziroma sva šla v Eurošpina, tako da dejansko moj prvi Eurošpin haul. Čeprav sem že bila najprej v Eurošpinu, ampak nisem nikoli posnela. Tako da, gremo odpreti. Tole cet za posodo, pa imam tam še detergent, pa prašek za perilo, sam je ful težko in ne bom dvigvala. Dva rogljička, ker v tejle knjigi je recept za pistacije in rogljičke, da pač narediš doma, ne, s to pistacijno kremo, pa ne vem, kaj še vse daš, pa pol še gor pistacijo. Sam piše, kao, da mora biti 8 dni stari rogljički. Ampak dobro, mi ne bomo to dolgo čakali. Sorry za moj look, če se mi ni da kopati, tako da zato je rajfle. Banane, toast, jajčka, ker zadnje čase fuljeva, ne. Losos, feta sir. Tako feta sir ful redko da kupujem, v bistvu ga imam pa ful rada, v Bosni ga skozi jemo, tako da. Sušeni paradižniki. Jaz drugače paradižnikov ne jem. Ne svežga, ne nič, samo pač kot mezgo. In pol enkrat probam tele paradižnike na neki pici in obožujem. Tako da bomo tu probala narediti, da jih zmiksaš, ne, kot nek namaz za sendvič. Paradižnikov pa mezga. Domač jogurt iz nehomogeniziranega mleka, tako da to res ful me firba smatrano. 20 let Eurošpina. Wow. Črn kruh. Dimljen losos, ker pač. Tortilje, oziroma tle piše piadina. Kaj pa to pomeni? No, tortilje po naše. Pršut. Kaj imamo tle? Telečje pleče. Mozzarella. Ker sem to videla, to je kilska mozzarella, tako da. Uno zanči s kovarja sem pojedla v 4 dneh, po moje. To je vsaj dobra tale. Seveda sir, ne? Čokoladne kapljice. Za sladičke. In zadnja stvar, suhe marelice. To je to, zdaj moram pa to pospraviti. Pa zajtrk narediti. A ja, da povem za kolač, ful je dober. Že včeraj, ko sem ga malo pustila, da je sam malo odstal, ful dober. In tudi dragi ga je pohvalil, tako da to je to. Danes sva skočila še v knjižnico, ker sem imela rezervirano eno knjigo. In prav sem bila, ker se ful čaka na njo. In sem bila samo da ne bo zdaj, ker sem na bolniški. In pol dobim včeraj mail, da je prispela knjiga. Tako da se veš, ko pa rezerviraš knjigo, je pa fajn, da jo greš iskat, zato ker ima samo 3 dni časa, pa jaz rezerviram ponavadi lih samo une knjige, ki je ful čakalna vrsta. Me dragi zapelu in sem skočila od Matthewa Perryja, biografija, oziroma od Chandler iz Friendsov. Jaz sem zdaj Friendse spet začela gledati, pa Chandler mi ni tako, ni da mi je bil tako nekaj posebnega, ampak zdaj mi je pa ful dobro, no, tako. In se v bistvu ful veselim, no. Pa ful je kratka, to niti 200 strani nima. The best. Tole. Če Matthew Perry ne bi bil korajžen, ne bi napisati iskrene in neolepšene avtobiografije. Pred nami podrobno razgrne svojo odvisnost, bolezen in osamljenost, ki mu ni pustila dihati. Itd. Tako da evo, tole sem vzela, pa še poezijo od Sapfo. Ko preberem, poročam, ker pojma nimam, kaj lahko pričakujem. Ful redko daj berem to vzadi. Razen, če tako sem v knjižnici, pa kaj vidim, in pol sem bi sposodila si, ali ne. In pol pač preberem in poskušam čim prej pozabiti. Ker imam zmeraj ful rada, da je knjiga nekako res faktor presenečenja. Ja. Školiko mi je hrbet včeraj zvečer pol bolel. Ker sem malo pretiravala. Mislim, pored tem, da je to, ker je tak štedilnik, a ne, pečice so ponavadi, če so te vgradne, so na višini, ne, to je pa pač štedilnik in valjda moš klečati, ne. In, ne, ni bilo dobro. Pa sem še kopalnico, ampak ja, me je takoj zabolel, tako da danes me malo boli, tako da moram biti res v easy. Tako da danes res počivamo. Zdaj bom nadaljevala s tole knjigo od Irene Cerar.
To je pa ena lepših knjig, ki sem jih prebrala. Tako da komi čakam, da ti malo več povem o tem. Se spomniš teh piškotov od ponedeljka? No, imam jih še zadnje 3 in res ful so dobri, ej. Pa še so hrušljavi. Ej, sam poslušaj, ptičke. A ni noro? Vzuni je megla, ptički se pa slišijo. Pa tako konc januarja. Kada pomlad prihaja. A? Pa celo pri nekomu sem videla na Instagramu že zvončke. Se mi zdi, da so vsak let prej te zvončke. Mislim, da se obožujem ta zvok ptičk, meni je to nekaj najlepška. Pa tudi polet ali pa... No, kako lepo. Zdaj pa cajt za sladoledek, tako čist malo. Zdaj no tole knjigo dokončati, še slabih 100 strani in hočem me dokončati, da bo konc. Pa da. Delam bučkine in fetine mafine. Tlele sem zmešala moko, pecilen, koprci, originali sem dala timijan, sol moram še dodati, potem posebej bom zmešala jajca, kaj še, olivc, mleko, pa bučke. Bučke sem pustila po moje kakšno urco, da se cedijo. Potem skupaj zmešam, dam te odrobinice za mafine in spečemo, tako da ne bom za veliko snemala li zaradi tega placa, pa ker spet telefon valjda bo poln, ne, pa da no predolg klip. Takole, razdelila sem vlog na 2 dela in mislim, da lahko zdaj lažje diham, ker je bil telefon čist poln in sem čutila anksioznost, tako da zdaj se nalaga in upam, da se bo v tej kvaliteti naložil in to je to. V glavnem, vmes, ko sem se ukvarjala s tem, spet sem se cel dan danes ukvarjala s vlogom. Ja, tukaj so mafinčki. Ja, sem jih že prej vmes jedla, tako da ful so dobri. Veste, da tak nek poseben slan šmek. Tako da bom tudi ta recept polinkala. Ful priporočam. Ne moram se odločiti, kaj je boljša, lune, bučkine, palačinke ali to, ker oboje je ful dober. Pa dolžna sem še od včeraj citat, ker ga nisem prebrala. Skrivnost vsega je, da imaš rad to, kar počneš. Julia Roberts. Ja, ne, seveda, to je idealno, da počneš to, kar imaš rad, ampak to tisto, kar imaš rad, včasih kakšna stvar zna biti naporna. Recimo, jaz ful rada snemam, ampak editiranje, montiranje vlogov njim je pa ne tako ljuba stvar, ker pač ful časa vzame. Ampak to je del tega in pač sprejmeš, a ne? Današnji citat. Premisli, kako si januarja skrbela zase. Zapiši najljubše januarske dogodke. Kateri trenutki so te najbolj razveselili? Si vzela dovolj časa zase? Kaj te je najbolj sprostilo? Lahko to počneš vedno. Wow, zanimiv. Za januar bi jaz imela kaj reči. In še tole. Končno sem jo prebrala, Irena Cerar, Svetišče narave. To je ena lepših knjig, kar sem jih prebrala v življenju. Ona je šla za 7 tednov, se odpravila na različne izlete, bom rekel, na rokovajih, na različne lokacije po Sloveniji. Ana je šla je pač sama, da se malo umakne, ker ima te kronične bolečine. Potem se je z raznimi strokovnjaki dobila, pač strokovnjakom te tematike, kjer je pač bila, a ne. In je, sploh ne znam povedati, kako čudovita knjiga. Tak mir seva iz te knjige, ta slow living, a ne, počasno življenje. Si mislim, da sem takrat omenjala nekaj, ko se že prva zgodba se začne, ko gre v Kočevje, ko se makne kočo. Sicer se pa tudi daj, tako s kom dobi, pa zmenja zgodbe, pa tako naprej, ne. V glavnem,
čudovita knjiga, ful sem dejansko vesela, da je to moj izvod in jo absolutno priporočam, dejansko moraš jo prebrati. Jaz sem še eno njeno knjigo in sploh ne vem kako, čakaj, gremo zdaj pogledati. Po te puški okruški. To je v bistvu prej napisala, kakor pa tole, to je njena najnovejša. A ja, za tole knjigo je tudi dobila nagrado Slovenskega knjižnega sejma za knjigo leta. Absolutno zasluženo. Jaz sem jo takrat videla prvič v Cankarjevem domu, jaz pa nisem vedela, kdo je ona, ne nič, vedela sem samo, da je dobila nagrado. Ampak takrat, ko sem slišala, kako ona govori, kako je to taka skromna ženska, prijazna, pač hvala, da sem pa takoj kupila knjigi in dejansko mi ni žal. Evo. Ok, cool. Pa najbolj, da naslednjo tole njeno začnemo, ne glede na to, kako jo obožujem, pač moram. Ja, to je to, zdaj pa itak je že večer, nekaj čez 8. Kot celo popoldne sem se s tabo ukvarjala. Ne, sej. Vse je v redu. Lih to, ker pač ful je dela s temi vlogi, predvsem z editiranjem pa to, ampak pol, ko mi date tako ljubezen nazaj, je vse poplačano. Tako da res najlepša hvala. Lep pozdrav. Evo, zdaj me je dragi zapelu, da sem sam za ono zavetišče, za mucice oddala brisače. Potem sem skočila še v Špara. Zdaj sem tole olivno olje na šprico. Jej. Tale sladoled. Tale je kaj, piškoti in karamela. Mislim, to je zanimivo. Jaz sem ta sladoled testirala že za video in mi je bil tako eden boljših in sem kar pozabila njega. In pa gledam zdaj, čakaj malo, jaz sem to ful ocenila. Tako ful je smešano, no. Ker jaz sem že toliko stvari probala, da že pol kar pozabiš. Ok, vanilija, ker v njem je res manjkal. Iskala sem neko masko za cel obraz, ampak je nisem našla, oziroma bila je ena od Bossi, ampak nisem hotela tega kupiti, tako da sem pa sem tele za vzpod učke, se bom malo folirala. Za obrvi, ker imam eno predtemno, tako da tale mislim, da bo boljša, in pa limonino lupinico, tako da lahko popoldne naredimo v nasladičko. Zdaj si bom pa kavico skuhala, dragi šel v službo in bom pila kavico in brala. To je to. Lep pozdravček, da si bom pila zajtrk. Zdaj sem razmišljala, ali bi na uč, ali bi tele, ali če mi jih, ne po mojih bom, Jesus, kako se pa reče, scrambled, ne omleta. Ok. Popila sem kavico, gledala sem en webinar, tako da ga nisem. Nekaj sem v Mari pospravila, tako da počutim se ful fajn, ker nekaj pospravaš, pa ko v bistvu vidiš, kaj imaš, ker itak da pozabaš, pa čeprav sem pred kratkim jo pospravljala, ampak se pa še zmeraj našla neke stvari. Noro. Ja, zdaj gledam malo YouTube, tako easy, no. V bistvu včeraj je bil uradni konec moje bolniške, tako da ponedeljek pa treba delati. Pa če moram priznati, da mi je ful pasal biti doma. Ker sem in ful kuhala, brala. Pak ja, ne, se gulam po eni strani, ker, spomnila citat, da preberem. A ja, danes je 1. februar. A ja, če imaš kakšno idejo za recept, kaj nekaj pripravim, slano je, sladico, prosim napiši v komentar, pa tako preproste recepte. Se nekaj ste že napisali, tako da moram pogledati, imam zapisan. Tako da ja, rabim ideje, zmer. Kaj napiše v kartah. Začni februar spodbujajoče. Ponavljaj te afirmacije. Z optimizmom gledam na svoje življenje. Sprejemam se takšno, kakršna sem. Yes. Ali pa takšnega, kakršna sem. Čas zase je vreden zlata. Oh, yes. Ful dobro. Če hočeš fotkat. Sajtrček, kako dobro zgleda. Pa tili mafinčki od včer. Oh. Zdaj bom probala tole.
Imela sem jo v hladilniku ene 10 minut. Tole sem zdaj komi ven spravila. Zdaj jaz nič ne vidim, tako da malo na pamet si, da imam tole. Kako je mrzlo. Oh my god. Wow. Veš, kad spiješ neki mrz ugasne, ali tole imam previsok, ja, me mot. Ok, in zdaj imaš to 15-20 minut. Ok, ta cajt bom pa gledala video in uživala ter počivala. Kako je mrzlo. Sem jo malo popravila, ker sem videla, da sem si jo malo tako čudno dala. Mislim se, ne da rabim to, no, ampak malo sem se hodila razvajati. Se ne da tudi kaj naredil, ampak čisto malo. Kao wellness trenutek. Čaj za kavico in kolaček. Zdaj se bom pa lotila tega kolača. Limonin kolač z olivnim oljem. Pravi, lemon olive oil cake. Najprej se moramo lotiti peki papirja. Dobrodošli spet tle, ko se cerkev lepo sliši. Jaz obožujem zvok cerkve. Tako pomirja. Ok, najprej moramo zmešati cukor. Da povoham zdaj tole limonino lupinco. Ok. Zmiksamo. Zdaj tlele olivca po moje nimam dovolj. Res, da sem ga kupila, ampak je sam na šprico. In bom jaz nekaj drugega naredila. Tle imava lešnikovo olje, ki ga je tudi treba porabiti. Koliko je tega treba? 3/4. Ok. Škoh ima lep von po lešniku. In to moram dodajati, medtem ko mešam. Že mazala knjigico, joj. Ok. Dodamo limonin sok, mleko, vaniljo, of course. No.
Dobra, ja, boljša je kot una iz Hoferja. Obe, to pa ful teče. Fuck. Opet. Kaos. Tole ne bo kuharski vlog, ampak bo kaos vlog. Kuharsko-kaotičen vlog. Ok, to zmešam. Moka. Pecilan soda, to bom kar sem dala. Sode ne smem dati preveč. Še mandljevo. Almond flour. Half a cup. Sam. Ne znam še malo. Aha, salt. Če pa tole lahko zmiksala, bom ampak potrajala. Ok, celo uspem je zmešati. In zdaj prelijemo tole čudovito testo v pekač. Wow. Pečemo na 170 stopinj 35 do 40 minut. Ok. Zdaj sem dala ven, tako da upam, da je pečen. Trenutek resnice. Kjer dober občutek. Ujoj. Kako se voha tale lešnikovo olje. Bom se malo probala, ker sem jih imela kosilo in sem se malo najedla, tako da niti ne moram. Bo dober. Ful se limona čut, kar mi je the best. Res limono obožujem. Edini te mandlji so mogoče malo dolgo stali. Dober je. Ta lešnikovo olje da res ful dober okus naredi. Limona se čut. Hudo, stari. Jej! Še en uspeh, jej! Imam še par YouTube videov za pogledati, najhuj jim je to, ko začneš še enega gledati, pa ti pa YouTube milijon nekih predlogov da, da so tudi dobri. Ampak jaz bi rada kakšen film zdaj gledala. Madonca. Odkrila sem še eno čudovito poezijo od Sapfo. Antična grška pesnica. Tale je sicer zelo kratka knjiga, se pravi tam slabih 70 strani, pa s tem je tudi pač malo opis njenega življenja, tako da dejanskih poezij je 50 strani, ta izvod je full grd, to je s knjižnice drugač. No, in ker sem pač ful sem nadušena na njeno poezijo, ful je lepa poezija, ja, da ti ki preberem. Ti pa dika, položi si venec v lase, ki lično iz koprovih vejc so spletlega nežne ti roke. Saj tudi blažene harite gledajo raje na to, kar je odsvetju. Če bliža se kdo jim brez venca, obrnejo proč pogled. Ko ful lepa, pač res ful lepa poezija. In sem naročila izvod njenih poezij, in sicer preko knjigarne Buča. Bilo je znižan 10 € plus poštnina, pa debela čez 200 strani, vse poezije, pa je da je ful pač pesmi napisala, ampak se je ful malo ohranil, tako da mislim, da je to cela poezija, se pravi nekaj čez 200 strani, tako da je, ful se veselim, tako da ja, ko pač pride, bom itak prebrala in pol tudi kakšno valjda podelim, tako da zdaj moram spet posodo pomiti, itak, pa malo lepo spraviti. Tole ne, da podelim. Tole je ta onesie, ne vem kako se reče, ta enodelna, pač whatever. A ja, s kratkimi rokavi, no. Sicer malo je narodno, kakšne WC, ne, pa pol se to odpneš, pa se moraš
čist sleč. No, gledam, in jaz sem to kupila ful let nazaj v Hoferju za, ne vem, 6 evrov, tako znižanje bilo. In ful časa nisem zdaj nosila, tako par let bi rekla. In včeraj sem začela nositi in sem na uno, jaz lahko tole nosim, stari, in je the best. Spodaj daš majico, če te mrzlo daš tole, ker kao jakna, lodaš tudi polover, tako kot sem jaz premela. Ful stvari lahko kombiniraš. In veš, kaj pravijo, če neko stvar ne nosiš en let, da jo stran. Ne, jaz se s tem sploh ne strinjam. A veš, koliko stvari imam jaz v omari, ker nisem nosila več kot en let in pol na novo najdem in nosim. Tako da to ne velja. Ok? Ne smemo kupovati novih stvari. Shop your closet, a ne tako, kaj pravijo, pač kupuj svojo omaro. Zmer se najdejo kombinacije, ki še nisi probala. Tudi včasih je treba iti iz cone dobe pri svojih oblačilih. A ne? Tako da. Drugač, tale slaba 2 tedna bolniške sta mi koristila mentalno, tudi tako, a ne, da sem začela res kuhati vse obroke doma in jaz upam, da se me bo to držalo. Mislim, se že zaradi financ se bom morala tega držati, ne. Sam pač malo se bom morala organizirati, da si pač obroko naprej pripravim, pa tako, a ne. Tako da ja, v ponedeljek pa v službo. Pač poradim, da jaz sam, ko pridem v Ljubljano, sem sa živčna, ker mi je pač folk na živce, ker se ne znajo obnašati. Ja. Bomo videli, bože, bom pač morala biti v svojem svetu in se ne ozirati in to je to. Zdaj tudi, ne, hočem, da se svetle porab. Imam sem imela nek kolagen, ki sem ga dobila, pa sem ga porabila, pa magnezij. Tale mi je po okusu, no, mi je še najboljši, imava še 2 različna, pa mi niso všeč. Če kaj pomaga, ne vem. Prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, ampak pravijo, da moraš kao magnezij piti zvečer. Ampak jaz zdaj ne moram zaspati, odkar ga tako zvečer pijem, tako da ne vem, ali je to res kaj ali ni. V glavnem, ja, in res vsak dan ga redno pijem, da se pač zmanjšajo stvari, da se res porabijo stvari, ki jih mava, a ne. Ker to je dejansko denar. A ne, ti si pač plačal za te stvari, tako da. Jaz res upam, da se mi bo ta shift držal. Tudi tako, veš, pol se mi zdi, da je to dobro, tudi iz nekega tega psihološkega vidika, a ne. Danes, ko sem šla v Špar, sem videla pač ful lepo uno za mafine, a ne, tako 12 mafinčkov in je pa taka bela, 12 evrov. In sem pa uno, pač, to je pa časi ful cnej. In sem skoraj kupila. Se drugač imam pač tele 2, sam niste tako estetsko lepi, a ne. Uno je pač 12 je malo bolj praktično, ne, tle jih je sam 8. In sem na uno, ok, ne bom zdaj, mogoče bom daj drugič. Ali pa če imam mogoče doma viška, moram vprašati sestro. Pa tudi rabim te plastične posode, vsaj še 2 recimo, ali pa steklene, no stekleno bi še narej. Ampak bom vprašala sestro, pa matko, ne, če ima kjera viška, da pač ne kupujem. Ja, hočem reči, tako iz psihološkega vidika, ne, se pravi, res porabiš vse to, kar imaš doma, ne, ker to je, kot sem rekla, to je denar, ki si ga zapravil. Ratamo bolj, ko se mu reče, disciplinirani, tako, in res uno razmišljaš, a res rabim to, ali ne rabim, a ja, tole moram, boš to smeti. Je tudi tele robčke, to pa tako hit se porabi, je to noro. Tako da ja, no, bomo videli, kako bo šla ta pot. Če imaš kakšen nasvet zame, prosim napiši. Dobro jutro, dragi je skočil na fitness, tako da ga čakam, da pride, da bova pol kavo skupaj spila. Jaz sem tudi včasih hodila na fitness, a meni je to tako malo dolgočasno, ker ne znam uporabljati teh naprav in pa sem kar ono. Da zdaj preberem. Današnji nasvet. Prepričaj se, da so tvoji družabni stiki res družabni. Prekini stike s tistimi, ob kateri se ne počutiš dobro. To. In pa, da še pozdravim par punc. Pozdravljam Lano, Nino in pa Mijo.
Koga pa še biti v gozdu, kot čist neki drugega. Skor tišina, pa ta zrak, tako res nekaj posebenega. Chodź. Hej! Buzia! Ja te lahko povožam? Ha? Te lahko povožam, ne? Ne? Hej! Šla sva na sprehod, povečerjala sva, gledala serije, tako da top. Zdaj me pa zanima, kakšen je ta rogljiček. Takole izgleda. Ni slabo, ampak naslednjič bi mogoče raje sem zmešala s pistacijo, z malo javorjevim sirupom. Oh my god. Pa mogoče kakšen cimet, pa kaj s tem. Za službo sem si pripravila tele tortilje. V eno sem dala samo sir, v eno sem dala avokado, paradižnik, v eno sem dala papriko. To bom za jutri šolno sladico začeti, tako da malica je. In tle bom zaključila vlog. Hvala za vso podporo, res koliko lepi komentarji na prejšnjem vlog. Ful, hvala res. Hvala za vse. Rada te imam. Uspešen začetek novega tedna ti želim in se gledamo.